Deček se je na grajskem griču odpravil po neoznačeni poti, padel čez 20-metrsko steno, nato pa še 20 metrov drsel po strmem gozdnem pobočju. V prvem delu je ta neurejen in neoznačen odcep vodi po strmem gozdu na rob, na drugo stran je pa zadeva prepadna in to se je tam zgodilo. Družina je z urejene steze, ki vodi od razgledne točke in je zavarovana tudi z ograjo, stopila na sicer dostopno, a neurejeno pot. Včerajšnji dogodek se nas je dotaknil in seveda vsi želimo, da smo v mislih s fantkom in pa njegovo družino. Zakaj se je včeraj otrok odpravil po tej že tako neurejeni in tudi neoznačeni poti, nam ni znano. Danes pa tu na mestu, od koder se je deček odpravil in zdrsel v globino, stoji še dodatna varovalna ograja. Pot, po kateri je šel, ni označena na nobenem zemljevidu. Ta, na kateri se je nesreča zgodila, ni v nobenem seznamu javnih poti, niti na publikacijah, zemljevidih, niti jo ni na digitalnih platformah naših, kontroliranih. Poti okoli Blejskega gradu urejata Turizem Bled in Zavod za kulturo Bled. In te so dnevno vzdrževane, urejene in varne, pravi šolar. Priporočam in apeliram, da se vsi držijo pohodnih poti, ki so za to namenjene, oziroma dostopnih poti, ki so namenjene za ogled Blejskega gradu. Ljudje gredo povsod, iščejo ne vem kakšne trenutke in tudi v tem primeru so žal odšli nekam, kamor ne bi smeli in tam je res nevarno. Ali je družina iskala neoznačeno razgledišče ali pa se je otrok po poti odpravil sam, ni znano. Deček, ki je pri padcu utrpel hude poškodbe, se zdaj zdravi v ljubljanskem kliničnem centru.